Morda se sprašuješ, zakaj imam očala gor na glavi in ne na očeh, je to zato, ker se pol čisto nič ne vidi. Živjo vsi, ko ste pogrešali mojo Apple vsebino na YouTubu, vem, da že nekaj cajta nisem nič objavljala o Applu. Event je bil oktobra, zdajle smo pa januarja. Ups, se mi vseeno zdelo, da moram narediti en tale poročilo, kaj se je dogajalo na eventu, zato ker zanimivo. In v glavnem, če vas slučajno skrbi, da so mi zdaj Queenie bolj pomembni od Appla, to ni res. Apple mi je še vedno isto pomemben, sam pač nisem imela časa se dol usesti in govoriti o tem. Verjetno sam nisem imela inspiracije. By the way, zadnji je video, ko je bil dejanski event, tako da boste lahko tudi zadnji videli, kako je vse izgledalo, ampak če vas zanima tisti video, pojdite tistega gledati. Moj razlog za tale video je dejansko, da pač povem še malo v slovenščini, za vse tiste, ko mogoče ne razumete angleško in bi radi vseeno vedeli, kaj je novega v Apple svetu. That's the point. In ja, gor imam tak turtleneck pa še mavrice, gor it's so cute. Ok, najprej naj povem, da tokrat event ni bil v Cupertinu, ampak je bil v New Yorku. Bil je v Brooklyn Academy of Music, tako da je bil en tak malo bolj fancy event, whatever. So tako malo tudi videli. V glavnem, tokrat so govorili o najbolj kreativnih izdelkih, kar je iPad, hi team, MacBook Pro, ne, Air, v glavnem se boste vse slišali. Ful je enih zanimivih novih stvari, ki sem jaz kar dost excited za njih in ja. Začnimo pri prvi stvari, to je bil macOS. Takrat je izšel Mojave, se prav reče. In jaz sem ga tako inštalirala, ko je prišel, par novih stvari, ampak najbolj dve pomembne, pa dve, ko sta bile meni najbolj všeč, je bilo to, da je zdaj dark mode, ki izgleda namesto tegale je temno in je kot noč, pa še barve lahko spreminjaš zdaj. Druga stvar je pa stacks, kar pomeni, da v bistvu ti zloži vse tvoje stvari na namizju, glede na to, kakšen tip je. Recimo vse slike ti da skupaj, vsa besedila ti da skupaj, vse videe in jaz to zdaj skozi uporabljam in je ful dober, ker ti res ful spušča namizje in je res I do recommend. Druga stvar je MacBook Air. Povedali so, da je Air najbolj priljubljen v seriji MacBookov in to je najverjetneje zaradi tega, ker je tudi najcenejši. Za vse, ko sprašujete, kakšna je do zdaj kolekcija, trenutno so MacBook Air, navaden MacBook in pa MacBook Pro. In zdaj lahko si to predstavljate kot MacBook Air je nekako za manj zahtevne uporabnike, pol je MacBook je nekaj za sredini, pa Pro je za tiste, ko ne vem, mogoče urejajo videe in delajo malo bolj zahtevne stvari za računalnikom. Kaj je torej novega? Končno ima MacBook Air tudi Retina display, prej ga ni imel, prej je imel drugačen display, ko ga je imel pa MacBook Pro. Zdaj imate enakega, which is super great. In zdaj dejansko izgleda tako kot pa MacBook Pro. Pa nima več tistega bednega roba, kakor ga je imel včasih. Zdaj dejansko pa izgleda lepo slick in sexy. Skupaj s tem ima še 4x večjo resolucijo, kar je tudi who doesn't want that, a ne, večja rezolucija je vedno boljš. Ima nekaj, kar moj MacBook Pro nima, to je Touch ID, je zgori desno na tipkovnici in prebere tvoj prstni odtis, da ga lahko zakleneš, da lahko kupuješ stvari, enako, ko pa dejansko deluje Touch ID na iPhonih pred 10-ko, kar 10-krat tega nima več. Pa naj bi supportal tudi Always On Hey Siri, Nisem tebe klicala. Ne, shut up. Hvala. Kaj še novega? Izboljšana je tipkovnica in je tudi bolj natančna. Čeprav ne vem, kakšna tipkovnica ni tako natančna. Zdaj ima tudi še 20% večji trackpad, se pravi miško. Da je zdaj v bistvu enako velika kot pa Projeva in je tudi dodan še 3D touch, za gestures, recimo, ko z 3 prsti poswipeš pa s 4 glavnem vse te stvari. Zboljšan je tudi zvok, zdaj je 25% glasnejša, pa 2x več basov je, kar je amazing, muzika je pomembna, a ne, in mora biti zvok, mora biti top. Ja, zdaj pa prijemo do ene kontroverzne stvari, a ne. MacBook Pro ima od zdaj naprej 2 Thunderbolt porta, oziroma USB-C za vse, ker je USB-C. Ampak ja, USB-C, jaz ga imam zdaj na MacBooku že skoraj 2 leti. In moram reči, da ja, sicer moraš imeti dongle pa vse to, ampak z njim lahko polniš, lahko imaš še en display, lahko prenašaš lahko datoteke, v glavnem vse delaš z njim, tako da edino dongle moraš kupiti, ja.
V glavnem ja, nasploh je MacBook Air zdaj veliko pač bolj sposoben in ima pač tudi boljše specifikacije, ampak glede tega ne bom šla v detajle, ker najverjetneje nobenega res ne zanima. Če vas zanima res ful v detajle, pejte na spletno stran, tam vse piše. A ja, ena stvar, ko vas mogoče še zanima, zdaj v 3 barvah. Velik poudarek na temule eventu je bilo tudi to, da so zdaj vsi izdelki zeleni, se pravi, da so pač bolj ekološki, kar pa pomeni, da so narejeni iz reciklirane plastike, novega 100% recikliranega aluminija, which I find fascinating. In so dejansko tile Airčki so najbolj zeleni MacBooki ever. Good job, Apple. Vedno me sprašujete, kjer MacBook bi bil za vas najbolj primerni. Jaz bi rekla rada sam to, da je ful odvisno od tega, kakšen uporabnik ste vi, da ni samo najboljši je ta. Saj ni toliko velik dejansko, ne, pač nimate neki ful izbire. Ampak, kakor sem že na začetku rekla, ne si kar kupiti ta najboljšega, ta najdražjega, zato ker najverjetneje ne bo nikoli uporabljen za svoj največji, najboljši potencial, whatever. Pač lahko vzamete slabšega, če niste tako zahteven uporabnik. Druga stvar, ko je nova oziroma prenovljena je Mac Mini in je tudi ima ene par novih specifikacij, ampak najverjetneje ni to zanimivo, pa res ne bi rada, da je tale video toliko dolg. V glavnem, vse, kar rabite na hitro vedeti je to, da pač lahko izbereš sam svoj monitor, lahko izbereš svojo tipkovnico, lahko izbereš svojo miško, medtem ko na MacBooku tega ne moreš, pa tudi načeloma na Macu ne, ker imaš že vse zraven, ja. Pa tudi recimo Mac Mini lahko povežeš na več različnih stvari, recimo uporabljajo ga lahko v kakih studijih, lahko jih uporabljajo na kakih koncertih, lahko ga priklopiš in upgradeš svoj MacBook Air, lahko ga uporabljajo za razne serverje. Tudi Mac Mini je zdaj zelen, everything is green. That's great. Spremembe so tudi pri Today at Apple, kar načeloma za nas ne pomeni dosti veliko, zato ker nimamo dejanske uradne Apple trgovine v Sloveniji, ampak za vse v tujini. Pa to pomeni, da imajo nove delavnice, zato ker v Applovih trgovinih ne nudijo sami izdelkov, pač ne prideš tja in sam kupuješ, ampak imajo tudi razne dogodke, imajo razne delavnice in jaz si ful želim enkrat nekako, ker so res ful cool, pač poslušajte. Imajo fotosprehode, kjer se učiš fotografije, pol imajo učenje programiranja, kar me ne zanima. Been there, done that, it's not for me. Učenje ustvarjanja glasbe, sketchwalke, kar je meni ultra epic, ker pač zdaj bojo pa dodali še 60 novih programov. Med njimi so, ne vem, videe, recimo kako uporabljati barve v videih, glasbo, za dizajn, za AR, za Siri, za arhitekturo, pa je tudi nekaj za emojije, ampak okej. Lahko si pogledate vse, kar imajo. Pa tudi na spletni strani sem že gledala, lahko točno izbereš, v katero trgovino bi šel in kjer bojo imeli tiste dan evente, kar bi jaz rada naredila, ko grem v London. Pa tudi trgovine so zelene. Zdaj uporabljajo 100% obnovljive vire, kar je amazing. Apple, good job saving the planet. Zdaj pa pridemo do najbolj zanimivega dela. No iPad. Do zdaj so bili 3 iPadi, bili so mini, navaden in pa Pro. V bistvu podobna linija, tako pač Air, navaden in pa Pro MacBooki. Kakšne so spremembe? Boy, there are a few. Zdaj ima edge-to-edge display, se pravi, ni več tega roba tukaj gor, ampak je dejansko pač skoraj čist do roba in je tudi zaobljeno, kar ful si izgleda in je pač dejansko na podoben način kot pri iPhonu. And it's amazing. Zdaj ima tudi Liquid Retina display, tako ga ima iPhone 10 in 10S pa 10S Max. V bistvu pri velikosti je kar ene par sprememb, ta je isto velik, da ima zdaj 11-inčen displej namesto 10,5, ta velik je pa fizično manjši, ampak ima še vedno enako velik displej. In dejansko je zdaj velikosti A4. Še ena največja sprememba, zdaj nima več tegale gumbka tule spodaj, zato ker očitno Apple zelo sovraži ta gumb letos, oziroma lani. Zdaj uporablja v bistvu Face ID za odklepanje in za plačevanje in te stvari. In tudi to je cool, da ga lahko uporabljaš ne glede na to, kak je tvoj iPad obrnjen, zato ker pač celoten point iPada je v tem, da ga lahko uporabljaš
v katerikoli smeri. Specifikacije, once again, ful ne bom na dolgo in široko razlagala o tem. Jaz bi rada malo naredila na preprost način. Ja, pa še ena stvar je. Zdaj nima več Lightning porta, ampak ima Thunderbolt, se pravi USB-C. Jaz sem ful za to, da Apple naredi vse na USB-C, zato ker to bi bilo ful epic, da bi bil MacBook, iPhone, iPad, AirPodsi, v glavnem, da bi vse imelo iste porte, ker pol ne bi rabo nositi okoli 15 različnih kablov. Bi lahko filal svoj telefon na kabel od računalnika in obratno. Zdaj pa še sprememba glede tega miškota. Tole je Apple Pencil, to je ta prva generacija. Zdaj je končno prišla ta druga ven in je precej drugačna in si želim, da bi malo počakala in si kupila ta nov iPad, sploh zaradi svinčnika. Zdaj nima več te opcije polnjenja, ampak se dejansko polni na tak način, da je v bistvu ga daš takle ob stran in se z magnetom prilepi, pa tudi na eni strani je pač ravn in se prilepi in se polni, kar je ful dobro, zato ker najverjetneje imaš skozi tukaj gor prilepljenega, kadar ga ne uporabljaš in ti nikoli ne zmanjka baterije. Ker priznam, da ene parkrat mi je že zmanjkalo in sem ga pač mogla dati se za ene par minut filat, ampak se dosti hitro nafila dejansko, pač ni to hudo, ampak vseeno, če lahko narediš nekaj lažje, naredi to lažje in they did that. Zdaj ima Apple Pencil še par funkcij, če gor tapneš na njega, recimo se odprejo notesi ali pa kakršnakoli aplikacija. Pač lahko menjaš dejansko to funkcijo, ne vem, v različnih aplikacijah ima različne funkcije, recimo marsikje je lahko radirka, lahko ti odpre kak program, pač zdaj ima tudi boljši AR, se pravi, pač lahko delaš veliko več stvari na njem. Potem pa ena stvar, ko se je meni zdela najbolj zanimiva, je to, kar so prikazali s Photoshopom. Adobe Photoshop je zdaj na iPadu enak, kakor je na računalniku in to je za mene the biggest news, zato ker jaz sem vedno na tem Huionu, tam na zadnji sem vedno uporabljala Photoshop, zdaj na iPadu moram uporabljati pa Procreate, zato ker Photoshop ni čisto isti in pač it's a little bit different. Shranjuješ lahko to zdaj še v PSD fajlih, ki so dejansko isti kot potem za računalnik in lahko tudi na računalniku pol urejaš. Kar bi meni zelo prav prišlo, ampak nimam ta novega iPada, niti nimam Photoshopa na iPadu. Pač, kako so prikazali sloje in te stvari, pa recimo vse ostale, ne vem, meni je bilo full amazing in sem bila full nadušena nad vsem tem. Upam, da so vam to novi Appleovi izdelki všeč in veselim se naslednjega eventa. Upam, da naslednjič mi bo ratalo narediti malo prej, da ne bom glih več 4 mesece kasneje delala videa. Cause that kinda sucks. Pa upam, da vam je bil všeč tudi moj video, upam, da so vam moje Apple vsebine še vedno všeč, ker bi res rada še kdaj kaj takega posnela, ja. Naslednji video bi mogoče mogla narediti kaj na mojem iPhone 10. O tem razmišljam že tako dolgo, pa se nikoli ne spravim k temu. V glavnem, to je to. Če vam je bil video všeč, mu dajte en like, komentirajte kaj, please brez hejta, zato ker Apple je moja izbira, ne vaša. Če vam je všeč kjerkoli druga firma, vam je pač, vsi sprejmemo vse, kakor smo že večkrat ponovili. I just like Apple. I like to spend my money on Apple stuff. Steve Jobs je itak moj mož, tako da. To je to za ta video. To sem že povedala. Lepo se imejte in veliko se smete. Se vidimo naslednjič. Čau. The night.